Lahko poveste nekaj od glasbene šole Avsenikov? Ja, glasbena šola Avsenik je pričela delovati v letošnjem šolskem letu, torej v mesecu oktobru lanskega leta. Že v preteklih letih je glasbena šola organizirala mednarodne delavnice, Avsenikove delavnice, na katerih so se udeleženci, kandidati učili Avsenikove glasbe, pravilnega izvajanja in stila Avsenikove glasbe. Prihajali so iz različnih dežel Evrope in tudi izven: Nemčija, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Slovenija, Amerika, Avstralija, Japonska. Poleg teh mednarodnih delavnic, ki bo v letošnjem avgustu že 7. zapovrstjo, pa glasbena šola Avsenik organizira tudi vsakoletno, do zdaj je bilo v januarju že 6. tekmovanje, mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik v 3 kategorijah, v klavirski, diatonični in kromatični harmoniki, katerega se je tudi vsako leto udeležilo vse več tekmovalcev. V lanskem letu recimo, oziroma v letošnjem letu v januarju že 150 in je postalo eno večje mednarodno tekmovanje harmonikarsko. Z velikim veseljem pa povem, da smo v letošnjem letu prvič organizirali tudi skupaj z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu prvo mednarodno Avsenikovo delavnico, torej za izseljence. In seveda si želimo in smo prepričani, da bo ta delavnica tudi postala tradicionalna in da bo to vsakoletno vse več teh kandidatov in udeležencev. V letošnjem letu jih je 7 iz Amerike, Avstralije, Argentine, Srbije. Upamo pa, da bo to preraslo v bolj množično dejavnost oziroma prireditev. Pa kakšne instrumente se uči tukaj v šoli? Poleg teh dejavnosti pa smo mi ves čas želeli ustanoviti pravo glasbeno šolo, ki bi redno vsakodnevno delovala. In s temi aktivnostmi smo začeli v lanskem letu, v začetku lanskega šolskega leta. In zdaj smo tik pred vpisom v razvid, se temu reče, ko bomo delovali pod okriljem Ministrstva za šolstvo. To pa pomeni, da bomo izdajali tudi javnoveljavne listine, spričevala, in kdorkoli se bo učil v naši glasbeni šoli, bo zato dobil tudi ustrezno potrdilo in lahko nadaljeval šolanje tudi na kakšnih višjih stopnjah, srednjih šolah, akademijah, kjerkoli drugje. Pri nas poučujemo inštrumente tako imenovanega Avsenikovega kvinteta, se pravi harmonika, vse 3 harmonike, klavirska, diatonična, kromatična, poučujemo trobento, klarinet, kitaro, bariton, kontrabas in pa seveda tudi petje. Za najmlajše pa smo organizirali tudi pouk kljunaste flavte, da se seznanijo z glasbo, z nekimi glasbenimi osnovami in kasneje potem se pač preusmerijo na nek drug inštrument izmed teh prej navedenih. Zelo pomembno se nam zdi, mi smo edina glasbena šola na svetu ali pa v Evropi, ki se ukvarja s to glasbo, z Avsenikovo glasbo, z našo narodno zabavno nacionalno glasbo, na katero smo upravičeno lahko vsi zelo ponosni in ki sta jo tako uspešno v svet ponesla gospod Slavko in Vilko Avsenik, kot jih je recimo v svoji knjigi upravičeno poimenoval gospod Ivan Sivec, evropski glasbeni fenomen iz Begunj na Gorenjskem. No, in to glasbo je tako uspešno razširila po vsem svetu. Recimo pesem Golica, vsi vemo, da je največkrat izvajana skladba na celem svetu, kar resnično ni majhna stvar in na to smo vsi zelo ponosni. Ampak pomembno je, da glasbena šola Avsenik obstaja in da omogoča vsem tistim, ki jih zanima ta pouk, ki jih ta glasba zanima, da se naučijo pravilnega stila in tehnike izvajanja Avsenikove glasbe. In to je tudi nekakšna garancija in zagotovilo, da bomo tudi vnaprej omogočali vsem zainteresiranim ta pouk in s tem tudi ohranjali to glasbo, da nikdar ne bo odšla v pozabo. In kakšne učitelji imate tukaj? Pri nas učijo učitelji, profesori, ki imajo vsi ustrezno strokovno izobrazbo,
Zelo pomembno pa je, da so tudi vsi ti učitelji sami aktivni glasbeniki, ki se ukvarjajo in igrajo, izvajajo to Avsenikovo glasbo, se pravi, da jo zelo dobro poznajo. Imamo pa tudi nadstandardno dejavnost, poleg tega rednega pouka v šoli, in to je pouk raznih skupin, ki se prijavljajo, ali raznih posameznikov, ki se želijo izpopolniti v igranju na določen inštrument v tej Avsenikovi glasbi, se pravi, ne hodijo redno v šolo, ampak pridejo občasno in so skupine iz Avstrije, iz Nemčije, iz Švice, tudi ansambli, ki redno prihajajo vsakoletno na nekajdnevno izpopolnjevanje v tej glasbi. Kako bi vi radi videli ta glasbena šola čez 5-10 let naprej? Poglejte, naša glasbena šola ima potrjen predmetnik iz strani Ministrstva za šolstvo Slovenije, kar pomeni, da poučujemo po nekih preverjenih programih, predmetniku, ki je potrjen. In ta predmetnik, za razliko od drugih javnih šol, poučuje, njemu je dodana nekje 30% Avsenikove glasbe. Začetki so tukaj, šola je ustanovljena. Jaz sem prepričan in naš cilj, vizija za naprej je, da čez nekaj let pridobimo še več prostorov, novo šolo, da pridobimo tudi srednjo stopnjo, srednjo glasbeno šolo, morda nekje v prihodnje bodočnosti tudi glasbeno akademijo, o katerem smo že razmišljali, ampak to seveda je potrebno priti do tja in to traja nekaj let, jasno, da to je v tem trenutku nemogoče, ampak v perspektivi 10, 15, 20 let pa absolutno razmišljamo tudi o tem. Gospod Uroš Hribar, lepa hvala za intervju. Hvala lepa tudi vam in prijazen pozdrav vsem našim zdomcem, izseljencem, Slovencem po vsem svetu. Hvala lepa. Jaz v glavnem živim tukaj 20 let, vozim se iz Ljubljane, sem žena Slavka Avsenika. Delala smo skupaj z Vilkom pisalne note in ukvarjala sem se tukaj s slikarstvom, slikarskimi razstavami 19 let. Obenem smo imeli seminarje tudi z Zavoda za ministrstvo s Poljansko in so potem rekli, živimo vse inštrumente in se ustanovila ta šola. Imamo gospoda Uroša, ki to vodi, pa gospodnika. Imamo dobre mentorje, ki želim, da boste se res nekaj naučili. Drugače imam pa sina, ki je tudi akademski slikar in slike imamo, če bo koga zanimalo, lahko pogledal v sosednji hiši, diponirane. Tukaj pa zdaj sem na muzeju, boste videli vsa dela, kar sta naredila. Naš pa grad delala, ogromno se ga zgodili. Veliko je bilo treba tudi se žrtvovati, nismo mogli biti samo prosti, ampak res se je delalo. Če tudi vam želim, da se vse resno se vzamete za poklic in da se čim več naučite. Hvala lepa. To je ta dolina, no, to sem hotel povedati. Ne. Tukaj, ta dolina, tu so vse, ko je Slavko napisal Avsenik pesmi. Tako. To je tam, kjer Murke sveto, v dolini Drage. To je dolina Drage. Ne. Ja. Tukaj naprej se gre pa na Roblek. Ne. Ja. Na Roblek, to je tukaj ta spetina, sam se nam videl gor. Ne. Ja. Ne. To, če boste šli na kakšno kavo, tukaj gre se lahko. Ja. Pa se pa ustavlja tam tanki grad. Ne. Tisti bo pa za poslikati. Ne. Tisti pa v redu. Zdaj, če kje te Murke cvetijo, pol so edina tukaj gora, ne? Edina taka, rekel, jasa. Je pa lepo, sploh če greste tukaj gor naprej, ne? Ja, kaj je tam gor?
Ja, znači to je v bistvu sama taka planota, no. Ne vem, če se lahko pelo, je slaba cesta, nima. Ja. In kako je Slavko pisal pesmi? Kar tako inspiracijo čakal ali je samo začel nekaj igrati? Ne, oni kakšen motiv, a ne, jim je v glavi, a ne, in sta ene dva tekstopista sta za tekste potem napisala, a ne. To je bil Ivan Sivec pa Tone Fornici, no. Ja. To je to. Drugače pa on, v glavnem je on si zamislil, v glavi je on slišal to, ne, in ta motiv, ne. Aha, tako prišlo. Ja, aranžma je, on ni bil glasbeno izobražen, ne. Ja. On ne pozna not. Ja. Nič. Ja. Njegov brat, Vilko, ne, on je pa akademski glasbenik. In on je nekaj časa je pri ansamblu igral klarnet, potem je pa samo pisal aranžmaje. Aha. Ne. Pisal aranžmaje pa kakšno melodijo, no. A ne. To za aranžmaje za trombento, klarinet, In za kitare, pevce, za pevce. za tercet pevski, ja. Ja. Ker najprej so bili duet, ne, so imeli duet. No, v začetku so bili najprej trio, potem so dali še trombento, klarinet. Najprej samo klarinet, potem pa še trombento, ne. In potem pa pevski duet je bil, ne, Franc Koren, ne, pa še pevka. Večkrat sem igral Slavka Mavsenika. Ja. Tako smo skupaj vadili, a ne. In kako to, da ste skupaj igrali? Kaj si igral z ansambl? Ja, z ansamblom, z njegovim sinom smo igrali. Ja. Ja. S Gregom Avsenikom smo imeli ansambl, pa večkrat smo spremljali tudi Slavka, no. Ja. Takrat, ko je še igral, no. In kakšen človek je Slavko? Čudovit. Res, preprost, čudovit, odprt. Ne bi verjel, če bi se z njemu, ni problem, on je preprost, tak, kako bi se zgovarjal, ne vem. In to sem z velikimi sodeloval z dobrimi glasbeniki in vsi so, dobri so vsi taki, res. Imam pa slabe izkušnje s tistimi, ki so sami zase dobri, no, mislijo, ne? Ja. Ali pa so mogoče medijsko, a ne? Tisti pa niso, a ne? Ja. Slavko Avsenik je pa odprt, super, tak, ja. In on meni večkrat malo tako, ne, reče profesor, ne. Ti kliče profesor? Ja, profesor. Zakaj pa to? Malo me hica, ne. Ja, saj ti si zelo dosti od Ampak bi mogli slišati glasbe. njega. Bi mogli njega slišati, to je pa... No, zaradi njega je uspel to, no. Ja. Tudi nastopili so oni v Filharmoniji, mislim, da je v Berlinski. Če boste najdeli tudi posnetke z računalnikom, če se kje da dobiti, ne. Uspel je pa najprej, je pa tudi zelo v tujini, no. Tu v Nemčiji? Nemčija, Avstrija, Švica. To je, ne. Z njemu smo bili tudi v bivši vzhodni Nemčiji, smo nastopili. Takrat v bivša vzhodna Nemčija, ne, to je... No, takrat že ni bilo več tega berlinskega zidu, ne. Pa tudi tam je bilo tako, ne. Tudi tam ga poznajo, ne. Bivša vzhodna Nemčija, ne. Bili gostje v Avsenikovi glasbeni šoli in glede na to, da sem vas poslušal, sem bil izjemno presenečen, da ste osvojili toliko znanja Avsenikovih glasb in vam iskreno čestitam. Vsem vam pa želim lep večer. Hvala lepa.
Das alles ist die zweite bzw. dritte Generation der slowenischen Auswanderer. Marco zum Beispiel kommt aus Argentinien. Er ist in Argentinien geboren, ja? Genau. Dann haben wir zwei Niederländer aus Serbien und Alejandro, beziehungsweise Sandy, ja, er kommt auch aus Argentinien. Sie alle sprechen sehr gut Slowenisch, ja, alle Achtung, und das obwohl, wie gesagt, schon die dritte Generation. Ja. Und es ist natürlich ein wunderschönes Erlebnis für Sie, hier zu sein, in der Heimat Ihrer Großeltern. Ja.
Dankeschön, liebes Publikum, für Ihren großen Applaus. Es folgt nur eine kurze Ehrenurkundenausteilung und dann überlassen wir sie Ihnen wieder. Gorinski Quintett. Thank you.